Torej, podjetniki, ki začenjajo s svojim podjetjem, se dostikrat sprašujejo, kako prodati svojo storitev ali pa svoj produkt. In tukaj ima tudi velika večina podjetnikov zelo velike težave, ker mogoče imajo odlične produkte, ampak ne znajo pa tega predstaviti tudi svoji potencialni stranki. Danes, kar smo šli skozi, je bilo, kako torej, ko prideš do sestanka z neko potencialno stranko, kako ji potem predstaviti svojo storitev ali pa produkt na ta način, da bo na koncu tudi rekla ja in da bo kupila. No in šli smo skozi piramido uspešne prodaje, torej kako dejansko peljati ta proces, faze, skozi katere faze gremo pri prodaji, da na koncu stranka reče ja. In prodaja dostikrat jo ljudje dojemamo kot nek stvar navdiha, ampak ni res. Torej, prodaja je zelo natančen proces in ima 4 faze. Torej, prodaja ima najprej faza grajenja odnosa in zaupanja, kjer moraš stranko zgraditi nek dober odnos in ti moraš stranka reči, aha, to je pa en človek, ki je zaupanja vreden, to je pa eno podjetje, ki mu gre zaupati. Najbolj učinkovit način, kako gradimo ta odnos, ali pa eden od njih, je mogoče samo to, da znamo najti neke podobnosti s stranko. Torej, da se mogoče smo dobro pripravljeni na sestank in da potem najdemo neke podobnosti s stranko. Aha, oba imava neke podobne interese ali pa ne vem, oba sva iz istega kraja ali pa oba sva imava neko podobno stranko, s katero delava skupaj in tako naprej. Torej, neko podobnost najti s potencialno stranko. To je eden od načinov. Potem druga faza v prodaji je ugotavljanje potreb. Tukaj preprosto gre za to, da moramo znati dobro poslušati in dobro vprašanja postavljati. Torej, gre preprosto za veščino postavljanja dobrih vprašanj, s katerimi izvemo in ugotovimo, kaj so problemi pri stranki in kako jih bi lahko potem tudi mi reševali. A lahko povemo recimo primere kakšnih dobrih vprašanj, ki jih lahko zastavimo stranki? Nekaj vprašanj. Recimo, eno je, kaj vam trenutno dobro deluje na tem področju, s čim ste zadovoljni, potem pa naprej, kje so pa vaši izzivi, kaj pa vas trenutno moti na tem področju, o katerem se pogovarjamo. Potem še eno tako je, kaj vam je pomembno pri ponudniku, ki bo za vas delal na tem področju. Torej, kaj so vaši kriteriji izbire. Na ta način ugotoviš, kako stranka razmišlja, kaj ceni in kaj je pomembno pri ponudniku in se potem lahko tudi pri prezentaciji bolj na to nasloniš. Tretja faza je sama predstavitev. In torej, kot ste videli, šele zdaj pride na vrsto predstavitev, kjer povemo, kaj sploh imamo za stranko, našo rešitev. Pomembno pa pri tej rešitvi je, da jo povemo na en tak zelo domač, topel način, ne s preveč tehničnimi izrazi, torej čim bolj z nekimi prispodobami, z nekega realnega življenja. Torej ne govoriti v tehničnem jeziku, ampak govorimo v poljudnem jeziku, domačem jeziku, da ga stranke razume. Torej ena od največjih napak pri prodaji je to, da preprosto greš, ko priješ na sestank, da prva zadeva, naj vam predstavim, kaj imamo, naj vam povem nekaj več o naši storitvi. To je velika napaka. Torej, najprej moraš graditi odnos, zaupanje, malo tudi pokramljati tako stranko, mogoče okrog. Potem gremo šele na, a vam lahko postavim nekaj vprašanj, da sploh vidim, če tisto, kar mi ponujamo, je primerno za vas, to je ugotavljanje potreb in postaviš nekaj vprašanj, potem pa šele greš na predstavitev. In na koncu recept za uspešen zaključek prodaje oziroma prodajnega procesa? Čisto enostavno zaključek prodaje, torej to pomeni, da vprašaš stranko, mogoče samo ena tehnika, ki se meni zdi najbolj učinkovita, preprosto rečeš stranki naslednje. Če se strinjate, potem je naslednji korak, da narediva to pa to pa to. Naprimer, če se strinjate, potem je naslednji korak, da urediva pogodbo, potem pa naredimo to pa to pa to.